Parlamentarne volitve 2026. V volilnem okraju Slovenska Bistrica bo na parlamentarnih volitvah za poslanca v državnem zboru kandidiral tudi dr. Peter Cvahte. Kandidat Socialnih demokratov se je predstavil na ponedeljkovi novinarski konferenci v prostorih stranke Socialnih demokratov Slovenska Bistrica. Najbrž se sprašujete, kaj me je sploh motiviralo, da grem iz gospodarstva v politiko oziroma kandidiram za poslanca v državnem zboru. Odgovor je preprost. Jaz mislim, da v državnem zboru potrebujemo glas, ki razume gospodarstvo in pomen lokalne skupnosti. Ampak ne samo teoretično, ampak nekdo, ki to počne iz prakse. Naše lokalno okolje je specifično in je precej odvisno od razmer, ki vladajo v Evropski uniji. Spremembe na evropskem trgu odločilno vplivajo na poslovanje podjetja Impol, od katerega je v občini Slovenska Bistrica posredno ali neposredno odvisno približno 1/4 vsega aktivnega prebivalstva. Se pravi, to je izjemno pomembna organizacija za Slovensko Bistrico. Kar se dogaja v podjetju, ne spremljam kot opazovalec, ampak nekdo, ki je tam zaposlen, ki se dnevno srečujem z tegobami in izzivi, ki nam jih prinašajo evropske odločitve. Cene energentov, dostop do surovin in regulative, ki vplivajo na proizvodnjo, naročila in delovna mesta. Impol kot proizvajalec aluminija in aluminijskih polizdelkov ni le lokalno podjetje, temveč je pomemben del evropske verige strateških surovin in proizvajalec, ki skrbi za samooskrbo s strateškimi kovinami in krepitev Evrope. Prav tako vem, da konkurenčnost ni abstraktni pojem, s katerim se politika ukvarja, ampak je konkretno vprašanje, ki vpliva na prihodnost naših družin in razvoja. Če želimo ohraniti delovna mesta, tehnološko znanje in razvoj, moramo znati povezovati lokalne potrebe z evropskimi zahtevami. Že dlje časa si prizadevam za krepitev naše panoge, se pravi aluminijske panoge v Sloveniji, in moja ideja je bila, da postavimo v našem okolju en tak razvojni center, ki smo ga poimenovali SIPCAST, to je slovenski pilotni center za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin, ki bi omogočal razvoj tako novih produktov, razvoj novih delovnih mest, visokotehnoloških, in pa povezavo med industrijo, akademskimi sferami in gospodarstvom. Pravzaprav bil kalilnica kadrov, ki nam bi omogočala tudi ta del, ki ga trenutno na Štajerskem manjka, se pravi visoka tehnološka delovna mesta in prenos znanj v industrijo. Ta center pa ni le razvojni projekt, temveč strateška investicija v znanje, inovacije in konkurenčnost. Dolgo smo se mučili, da bi ta center oživel, ker ta ideja je stara približno že 10 let, ampak s pomočjo Socialnih demokratov je prišlo do pomembnega premika na tem projektu, ki mu je sledil dogovor z Univerzo v Mariboru, ki je sprejela zavezo, da bo ta center deloval pod njenim okriljem. Podjetji Impol in Talum sta bila seveda pobudnika za ta center, vendar se bosta tudi zavezala, da bosta tudi njegova največja uporabnika in podpornika in koristnika v primeru njegove izgradnje. To je konkreten primer, kako lahko povežemo gospodarstvo, znanost in politiko v korist regije. Zdaj pa, da ne bomo mislili, da je razvoj le vprašanje industrije, to je tudi vprašanje identitete in spoštovanja zgodovine.
Zavzemam se za celovitno rešitev pogorišča muzeja posvečenega padcu Pohorskega bataljona ter za ureditev planinskega doma na Osankarici kot prostor učenja v okviru centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Gre za odgovornost do preteklosti in zato z dejanji izražamo spoštovanje borkam in borcem ter hkrati ustvarjamo kakovostni prostor za mlade generacije. Se pravi, mi moramo zagotoviti, da bo ta prostor, ki je danes degradiran, postal spet to, kar bi moral biti že dlje časa. V Državnem zboru želim zastopati naše lokalne interese in pa stališča strokovno in argumentirano in razvojno podpreti. Kandidiram, ker verjamem, da je povezovanje gospodarstva in znanosti in lokalne skupnosti bistven za stabilen razvoj in napredek življenja v Slovenski Bistrici in širši regiji. Kandidata je na novinarski konferenci podprl tudi dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj.